Dobro večer, spoštovani gledalke in gledalci. Po 5 mariborskih vstajah, po intenzivni izmenjavi mnenj, predlogov, kako naprej, je v Mariboru znana le ena končna odločitev. 17. marca bodo nadomestne volitve za novega župana, volilni postopki bodo stekli v soboto 12. januarja, o mestnem svetu in drugih zahtevah nezadovoljnih državljanov pa nič novega. Veliko smo lahko prebrali, kaj sploh pomenijo in kaj sploh lahko prinesejo protesti v sedanji obliki in obsegu. Slovenska politika se tako na nacionalni kot na lokalni ravni pogreza v nove škandale in manj ali bolj je jasno, da sprememb ne bo, če ne bo jasne in za večino državljanov sprejemljive alternative tistemu, kar v politiki in javnih zadevah v Mariboru in Sloveniji že imamo. Nocoj smo v studio povabili 4 sogovornike, ki bodo prispevali svoje poglede, kako v Mariboru in Sloveniji naprej. Z nami so podžupan mestne občine Maribor Milan Mikl, moralni teolog dr. Ivan Štuhec, sociolog in član skupine za Maribor dr. Andrej Fištravec ter predsednik sveta mestnega odbora socialnih demokratov v Mariboru gospod Metod Dolinšek. Dober večer. Torej, dober večer tudi v mojem imenu, vsem 4 dobrodošli v naši oddaji. Gospod Fištravec, kam so nas po vašem mnenju pripeljali dosedanji protesti? Njihova množičnost se je sprva stopnjevala, potem se je število protestnikov ustalilo recimo temu na nekaj tisoč, kar marsikdo ne prepozna kot tisto kritično maso, ki bi bila potrebna za spremembe dosedanjih političnih praks. Ja, zdaj, če vam je kriterij število demonstrantov ali pa protestnikov, potem je lahko to vaše opažanje ima neko težo. Ni moj kriterij, ampak je predmet komentarjev. Jaz mislim, bom povedal svojo izkušnjo. Ko sem predaval na pravni fakulteti letniku, ki ni mogel iti v celo predavalnico, in so študenti takoj razumeli, kaj je sporočilo, torej, da jim ni treba hoditi na predavanja oziroma na seminarje, je od celega letnika hodila ena skupina 20 študentov, letnik pa je bil cirka 200 študentov, in potem naslednje leto me ustavi en študent, me pozdravi, pravi, da se veseli, da se znova vidimo. Pa sem rekel, kje pa se bomo videli, pa je rekel, pa nas na pravni fakulteti, sem rekel, ampak oprostite, ampak jaz se vas ne spomnim. 20 študentov je hodilo, vse poznam po imenih, ampak vas ni bilo med njimi. Pa mi je rekel, ja, ampak sem slišal, da je bilo fajn. Veste, tako da ta družbena kvaliteta je ne morete kar tako preprosto pretočiti v kvantiteto, ne. Še posebej v Sloveniji, ker še pred pol leta smo govorili o pasivnih državljanih, ne. Tako da se mi zdi bolj smiselno gledati na protestnike z vidika naboja, ki se na protestih dogajajo, in zdaj na 5. vstaji jaz nisem imel občutka, da se naboj karkoli zmanjšal. Zdelo se mi je, da je v bistvu dosti nekih originalnih rešitev se tam pred občino dogajalo s temi metlami, pa transparenti, pa izražanjem nekih pač stališč ali v obliki skandiranja ali v obliki napisov, ki so bili na transparentih. Tako da se mi zdi to, ko se začne govoriti o številu, se hitro potem pozabi na sporočila, ki so eden od in ki se zgodijo na takšnem srečanju, so samo eden od izrazov delovanja javnega mnenja. Vse se lahko potem javno mnenje potem malo bolj znanstveno proučuje, pa se ljudi v javnomnenjskih raziskavah vpraša, pa se potem vidi, ali je to, kar protestniki v takšnem ali drugačnem številu skandirajo ali govorijo na protestih, ali je to nekaj osamljenega, je to stvar, ne vem, zavedenih, kakšnih posameznikov, ne? Ali pa ima to neko vezo z splošnimi mnenji, ki vladajo v družbi. Tako da zato ni posebnega napora in do zdajšnja, bi rekel, sporedne raziskave javnega mnenja, to vrstne, ne, empirične sociološke raziskave ali pa sondaže, no, recimo to, kar mediji delate, ne, kažejo, da obstaja zelo visoka zveza med tem, kar protestniki govorijo na ulicah in tem, kar javnost misli. Gospod Štuhec, ali je moralno v bistvu vztrajati na obstoječih političnih praksah, kot vidimo v zadnjem času z nekimi močnimi obremenitvami in prvinami koruptivnosti, in kaj bi bilo lahko alternativa? Vidimo namreč, da so državljani v določeni meri nezadovoljni, ne potrebujemo le protestov, da bi v bistvu vedeli, da so, in najbrž bi bilo na nek način zelo cinično zahtevati od državljanov, da kar iz rokava stresejo rešitve, ki bi jih morali uveljaviti ljudje, in konec koncev ta družba je desetletja tudi šolala
bom rekel, umne in pametne glave, ki bi morale na nek način prispevati racionalne rešitve znotraj političnega sistema, kakršnega imamo. No, jaz vidim vaše vprašanje nekako kot vprašanje, ali imamo alternativno demokratičnim principom urejanja družbenih zadev. Zaenkrat jih ne vidim, da bi bil kakšen drugi sistem boljši. Zato vidim seveda pa veliko nevarnost, da se nekateri demokratični standardi rušijo, ne samo s temi protesti, ampak da se v Sloveniji tako rekoč permanentno ustvarja neko izredno stanje afer, v katerih se ne da niti mirno vladati, niti mirno živeti, še manj pa mirno delati. Kaj šele, da bi vse to kakorkoli prispevalo tudi k večji blaginji. Zato, da ustvarjaš v neki sredini blaginjo, pa naj si bo to v državi ali v nekem mestu, je seveda vsako poškodovanje javnega premoženja gre v nasprotni smeri. Del protestnikov je seveda tudi v Mariboru to počel. Jaz sem od vsega začetka do takega načina protestiranja bil kritičen, ker s tem ne prinesemo dobene rešitve. Se pa strinjam z idejo aktivnega državljana. Ampak ideja aktivnega državljana si jaz seveda predstavljam tako najprej, da ljudje grejo na volitve in da svoje aktivno državljanstvo pokažejo v tisti točki, ki je v demokratičnem sistemu najbolj pomembna. Da participiraš na izbiri tistih, za katere meniš, da pač so sposobni voditi ali neko mesto ali državo ali karkoli drugega. Volilna abstinenca, v kateri smo se znašli pri nekaterih zadnjih volitvah, seveda kaže na zaskrbljujoče stanje duha v tej družbi in pa tudi zaskrbljujoče stanje demokratičnega duha v družbi. To se pa začne od malega, to se začne od diskusij v osnovni šoli, v srednji šoli, na univerzi in tako naprej. To se začne tudi v javnem diskurzu, kjer ste seveda mediji tako rekoč ključni faktor in jaz mislim, da se velikokrat pozornost usmerja v popolno napačni smeri in da tega demokratičnega diskurza ni, da ni diskurza, v katerem bi bili argumenti tisti, ki bi imeli moč, ampak so seveda lahko afere in pa aferaštvo tisto, okrog katerega se vse vrti. Kaj pa zadeva sam pojem korupcije, ker ste me to tudi nekako na začetku vprašal. Veste, jaz ves čas zagovarjam sledeče. Korupcija se začne v šolah. Koruptivni so starši, ki podpirajo svoje otroke v neopravičenih izostankih iz šol. Koruptivni so zdravniki, ki pišejo neopravičena spričevala šolarjem. In korupcija se začne tu. Potem pa smo vsi strašno glasni in strašno kritični do pojavu korupcije v politični sferi, do katere seveda moramo biti. Korupcija odraste. Ko korupcija odraste in ko postane velika. Ampak mi rastemo tako rekoč od malega gor v nekem vzdušju, kjer se korupcija tolerira v malih stvareh in iz malega raste veliko. In to imamo zdaj pač to, kar imamo. In razprava bi morala teči na tej ravni. Razprava pri nas pa teče vsa usmerjena samo v predstavnike oblasti oziroma politične predstavnike. Kakor da so oni prileteli iz drugega planeta v to sredino. Prvič smo jih sami izbrali, jih že izbiramo na vsakih volitvah, drugič so pa tudi oni rezultat nekega vzdušja in neke kulture, v kateri se vse skupaj Slovenija odvija. In jaz mislim, da moramo korupcijo gledati v tem širokem smislu in seveda potem v tem ožjem smislu, kjer pa jasno, da moramo po pravni poti ljudem tudi dokazati, da so koruptivni. Ne pa, da kar tako kar naprej nekomu nekaj očitamo, pa nič njim nazadnje dokazano. Hvala vam za to uvodno razmišljanje. Gospod Mikl iz... Kaj bi lahko samo... No, dajte, gospod. Ja, prvič, glede aktivnega državljanstva. Stajniki zahtevajo aktivno državljanstvo. Želijo biti aktivni državljani ne samo s tem, da protestirajo oziroma protestiramo, ampak tudi s tem, da zahtevamo volitve. In recimo, Maribor bo imel obglavljene volitve, če bo imeli samo volitve, nadomestne volitve županske. Mi rabimo tudi komplet. Torej, komplet je mestni svet in župan. To je eno, o čemer bomo še v posebnosti govorili. Drugo, kar se pa korupcije tiče, seveda težko je kazati, ali pa najlažje je kazati na druge, pa pozabi, da trije prsti gledajo nazaj. Ampak sociološko dejstvo, empirično dejstvo je,
da se najbolj krade na organiziran način, ko se povežejo politične, ekonomske, tudi intelektualne in finančne elite. In to je v Sloveniji evidentno. Se strinjam. Ne, zato je ta prst tako uperjen. Seveda je to evidentno, ampak v tem sistemu je tako rekoč ves sistem, ne samo politike, tudi gospodarstveniki. Se strinjam, absolutno. Tudi univerzitetni profesori, kolega Fištrovc. Se strinjam. Ste sam na svoji koži najbrž kaj izkusil. Absolutno. In tukaj vi ste politiki, na nek način se vidi, da so v bistvu pajaci, stricov, ko seče sico iz ozadja, v tem primeru konkretno nosilcev finančnih interesov. Mi se ne pogovarjamo o 4 milijardah evrov, recimo, ali pa 5 milijardah evrov luknj, ki so kar preko noči nastale v naših bankah, ki jih kontrolira država. Ta denar, vse polovico ga je v davčnih oazah. Ampak odgovornost... Tisti, ki so v davčne oaze denar predali, niso v Mariborskem mestnem svetu, pa tudi župan Mariborski tega ni podnaredil. Je res, zato se tudi o tem zdaj na vstaji, na tak način o tem ne govori. Ampak naslednje vprašanje gospodu Miklu, dajmo mu besedo. Zanimivo je, iz mestnega odbora stranke Zares so danes popoldne, relativno pozno, sporočili, da ne bodo predlagali nadomestnih članov za mariborski mestni svet. Skupina za Maribor je tudi v enem sporočilu te dni nekako javno zanikala v sedanji mestni koaliciji prisoten argument, da je nadaljevanje dela mestnega sveta v sedanji sestavi res pogoj, da se sprejme proračun in recimo ne ogrozi financiranje najbolj pomembnih dejavnosti v Mariboru, ne vem, šol, vrtcev, komunale, skratka teh življenjskih stvari. Zato se v bistvu logično zastavlja vprašanje, kako naprej. Kako vi vidite, kako naprej? No, ta trditev oziroma ta informacija, ki ste jo sedaj podal, je meni nova, to je danes popoldan, da je stranka Zares pač napovedala, da ne bo nadomestila za svojim članom. Kaj to pomeni za kvorum v mestnem svetu? Kaj pomeni za kvorum? Zaenkrat, če to ne pomeni nič, ker mi moramo v skladu z zakonodajo, se ve, da mora biti zagotovljena večina v mestnem svetu, to je 43 svetnikov. In seveda glede na to, da je iz strani SD-ja so 4, tu je še zdaj eden, je tu 5. Dr. Križman je napovedal svoj odstop, vendar šele z 28. februarjem, zato ker tudi on se zaveda svoje odgovornosti do tega mesta in želi, da se pač proračun sprejme in potem seveda želi odstopiti. Glejte, mogoče samo 2 stavka v zvezi z temi demonstracijami. Dr. Fištravec je lepo povedal, biti aktivni in tako dalje, ampak ena druga zadeva je na teh zadnjih demonstracijah, tisto, kar je mene zelo razžalostilo, je ta, da se med drugim tudi zraven metl, je tudi gorela slovenska zastava. Nihče se ni odzval na to, včeraj smo lahko kar veliko poslušali negodovanje naših občanov, ki so to spremljali preko medijev in so lahko to zadevo videli. Druga zadeva, kar je ta oškodovanje našega premoženja. Mi delamo sami sebi škodo. Prvo je zdaj ta neposredna škoda, druga škoda, ki pa bo nastala zagotovo, je pa to, da si sami sebi delamo kot mesto Maribor. Ker ta pozicija nekomu zelo, zelo dobro odgovarja. Mestna občina Maribor je odvisna od večina razpisa. Mi smo znani, tega nam ne more nihče očitati, da smo v teh 6 letih z županom Francem Kanglerjem uspeli realizirati, pripeljati 49 evropskih projektov. In kar veliko še imamo teh odprtih. Vkolikor pride še do tega, bomo mi v enem popolnem mrku. In to je ena odgovornost naših svetnic in svetnikov, tistih, kateri vztrajamo. Da nekdo od mestnih svetnikov po seji, ki smo imeli v ponedeljek, pove, da pa ta seja tako bila brez veze, potem ta je boljše, da ni v mestnem svetu. 28 točk smo imeli na dnevnem redu, med drugim smo tudi sprejeli proračunsko rezervo za poplavljena območja, ki je bila nujno potrebna. Vkolikor bi mi sledili tem pritiskom, da mestni svet mora nemudoma odstopiti, seveda teh stvari ne bi morali narediti. Mestni svet je organ, za katerem ne moramo govoriti, vse te točke so tako brezvezne. Ni res. Za delovanje, za vpliv mestne občine Maribor kot takšne je še kako potrebno.
In 28 točk dnevnega reda se je nabralo, ki je bilo veliko teh pomembnih. Oprostite, gospod Mikel, samo eno podvprašanje. Ja. Ali ni tako po zakonodaji, da tudi če recimo člani mestnega sveta odstopijo, opravljajo svojo funkcijo do izvolitve novega mestnega sveta? Ne, to lahko razberemo. Zahtevo teh je, da nemudoma zapustimo. Oni so prišli, med drugim tudi, tudi nam to lahko nekaj pove, z metlami, da dobesedno pometejo ven. In pritiski, ki so, nemudoma zapustite. Še danes se vozijo mimo mojega okna, najprej so vozili mimo Kanglerjevega okna, pa sve s temi hupami, 3-krat pohupaj, gotov vsi, sedaj se to dogaja mene. Jutri se bo dogajalo nekomu drugemu. Ko na nek način vidijo, da jim pač uspeva, potem bodo šli pač do konca. Jaz bi želel tukaj povedati za naše mestne svetnice in svetnike. Prvič, nihče ne vztraja zaradi senine, nihče, ker so se sami, glede na situacijo, ki je, ne samo v mestni občini Maribor, državi odpovedali več kot polovici senine. Oni dobijo 160 €, pa tudi, če bodo 4-krat sejali v enem mesecu. Se pravi, da s tem se ne bodo oni obogatili in zaradi tega oni tam ne sedijo. Marsikdo, ko se pogovarjamo, pravi, saj najraje bi vedel, najraje bi šel. Najraje bi šel, pa je vse skupaj tukaj prepustil. Ampak ga odgovornost do tega mesta veže, da ve, kaj to pomeni, če se to naredi. Ker gledajte še nekaj, govorijo o tem, ja, bo prišel drugi župan, pa ne bo imel svojega kvoruma, oziroma ne bo imel podpore mestnega sveta in tako dalje. Ravno še v tem mandatu smo že imeli nadomestne županske volitve v skladu z zakonom, ker župan in poslanec ne moreta več upravljati iste funkcije. In ni nobenega problema, delujejo. Vedno sem govoril, tudi za medije, da lokalna politika ne sme delovati tako kot na državnozborskem, ampak lokalna politika mora sodelovati, narediti maksimalno za dobrobit mesta preko svojih poslancev, ki pa žal moram tukaj to poudariti. Mi v 6-letnem mandatu imamo zelo, zelo slabe izkušnje z našimi poslanci za sodelovanje, kajti oni bi morali biti tisti, ker so poslanci, prido nas, kje nam lahko pomagajo in seveda te naše želje dati, ne glede na to, ali smo tu črni, rdeče, kako dalje, naj nam bo dobro biti, da skupaj stopimo in nekaj naredimo. Doktor Fištravcu bi še pa želel to povedati. Jaz ga zelo cenim kot doktorja, z njegovim doktoratom in tako dalje. Mi dva sta že kar nekajkrat govorila, tudi na področju športa in tako dalje. Bil je pri meni pisarni. Jaz verjamem, da to njemu ni prišlo čez noč, naenkrat je pa mestni svet in župan so totalno nesposobni, treba iti. Jaz bi bil pričakoval, da bi mogoče pa kdaj prišel s kako idejo, pa bi rekel, poglej, tu pa vidim tak pa tak, dajte poskušati na tak način. In bi jaz to, on dobro ve, da sem odprt sogovornik, da želim vsakemu prisluhniti in maksimalno, bi rekel, dojemati nekaj stvari in jih poskušati peljati tudi skozi to. Več bo idej, na tak način se zagotovo to ne naredi. Poglejte, samo 110 000 nas je v tem ljubem Mariboru, obubožani smo socialno, bi rekel, gospodarsko. In če se zavedamo nekaj odgovornosti od tega mesta, dajmo skupaj stopiti, dajmo nekaj narediti, volitve kot take, ker naslednje leto bodo ponovno volitve. A mislite vi, da tudi če gremo, da se mestni svet razpusti, ker morate nekaj vedeti, mestni svetniki govorijo, jaz imam svojo bazo volivcev, mene so volili, mene še danes kličajo, mene podpirajo. In tudi če gremo mi ponovno volitve, mislite, da se bo to, da glede na sistem, ki ga imamo, da se bodo ne vem kako karte premešale. Tega jaz ne vem. Ja, pa jaz vam povem, da se ne bodo. Jaz vam povem, da se ne bodo. Hvala vam lepa za to vodno razmišljanje. Dajmo še besedo gospodu Dolinšku. Namreč uveljavljene politične stranke, gospod Dolinšek, so prav tako v tem obdobju protestov nekako dočakale in doživele eno nezaupnico državljanov. Številni komentatorji ugotavljajo, da so se prepozno odzvali na nezadovoljstvo državljanov in da nekako tudi politične stranke v Sloveniji, takšne, kakršne poznamo, ali nočejo slišati ali pa prepoznati nezadovoljstva državljanov. Ali sprejemate to kritiko? Ja, morda jaz osebno nisem prava oseba, kajti jaz sem se odločil, da se bom politično aktiviral v sredini lanskega leta, ko sem videl, kam pač vsa ta situacija v Mariboru pelje, in sem se odločil, da je Socialdemokratska stranka tista, ki lahko to mesto z svojimi idejami in programom pripelje naprej. Načelno pa to, kar vaša ugotovitev drži, ne bi prišlo do teh protestov, ne bi prišlo do tega revolta v Sloveniji, če bi politične stranke kot inštitucije imele direkten stik oziroma bolj neposreden stik z ljudmi. Ljudje v Mariboru zahtevajo dvoje.
Eno, zahtevajo, da ta trenutna oblast gre, ker pri njih več nima legitimnosti. To je eno, kar zahtevajo. Drugo, kar pa zahtevajo, oni ne zahtevajo politike več ne. Oni ne želijo socialistične zveze delnega ljudstva, kot smo imeli. Želijo odgovorne politične stranke. In jaz sem prepričan, da se bodo karte po volitvah v mestni svet premešale. Ne nujno v procentih glede strank, ampak kateri ljudje bodo noč sedeli, s kakšno vestjo bodo prišli v ta občinski svet in kakšna bo njihova želja, to bo pa tisto, kar bo v tem primeru, če pridem do volitev mestnega sveta, tudi uresničeno. Kajti Mariborčani in Mariborčanke želijo imeti ljudi, ki jim bodo lahko spet zaupali. No, ravno v zvezi s tem je povezano naslednje vprašanje. Mi imamo, kot sem uvodoma tudi povedal, torej znanje datum nadomestnih volitev za novega mariborskega župana, to je 17. marec. Torej, ali je realno pričakovati, da se bodo v tem času, recimo volilna opravila se začnejo že to soboto, 12. januarja, tako je po zakonu določeno, torej, da se bodo pojavili novi obrazi, novi neobremenjeni kandidati, ki bi jim ljudje zaupali, ker volitve bodo potekale po zakonodaji, kakršna je v tem trenutku. Lahko vi, bom rekel, bolj bi prosil gospoda Štuheca, gospoda Fištarca pa gospoda Mikla. Jaz lahko rečem za našo stranko. Socialni demokrati smo v lanskem letu pričeli z aktivnostmi za pripravo strategije, ki smo jo tudi sprejeli konec leta. Lanskega leta. Ko smo strategije, rabimo kandidate. Ta strategija opredeljuje neka nova načela delovanja političnih strank oziroma javnih funkcionarjev. Načelo poštenosti, načelo transparentnosti, strogo obračunavanje s korupcijo in pa vključevanje ljudi v procese odločanja, soodločanja in izvajanja. To so ena načela, ki na teoretski ravni so zapisana morda že marsikje, nikoli pa v našem političnem sistemu niso bila uveljavljena. Nam, naši stranki z ljudmi, ki so okoli nas, bo uspelo, da bomo privabili tako civilno-družbene organizacije, ki so za legitimnostjo. Predvolilne kampanje ni. Predvolilne kampanje ni, ampak teh 5 načel je dobro, da ste jih našteli. Tista stranka, ki bo politično uspela prikazati, da je sposobna uveljaviti pričakovanja ljudi, ki so se neposredno in konkretno izrazila, ta bo lahko zmagala. Moram pa še en pomembno poudariti to. Ta mandat je omejen mandat do leta 2014 in to bojo ljudje zelo dobro gledali, kaj bodo ti ljudje pod nekimi novimi načeli tudi počeli. Jaz bi želel res na kratko. Jaz gospoda spoštujem. Fajn je, da se vključi v politiko in da počne fajn je. Verjamem, da tudi seznanjen je šel in spoštujem tudi stranko kot inštitucijo in takšno. Želel bi pa nekaj povedati. Če mislite, da boste lahko delovali v mestnem svetu oziroma na odgovornih funkcijah samo na tak način, da boste všečni ljudem, potem se motite. Zato, ker danes ne moreš biti vedno všečen, zato, ker moraš delati skladno z zakonodajo. Marsikdaj bi želeli biti všečni nekaterim, pa žal to ne gre. In vedno poslušati, vse je fajn reči, ne, vse ljudje imajo vse prav, vse je normalno, ampak gledajte, potem, ko pa imate eno odgovornost, pa ne moreš biti samo všečen, pa moraš to odgovarjati. Druga zadeva, poglejte, že danes slišim... Gospod Mikl, če smem pripomniti, bom rekel, dosedanje vlade so na nacionalni ravni tako delale z državnim proračunom, zato zdaj imamo tako luknjo, ker so vsi bili všečni, pa nobeden se ni hotel zameriti narodu. Zadnja, ki je to delala, je bila stranka gospoda Dolinška, tako da... Jaz ne vem, zakaj... Prva Janševa, zdaj pa še vsi vlade. Jaz mislim, da v 20 letih je večino komandirala v Sloveniji levica in tudi v mestu Maribor je večino oblast imela levica v tem mestu, zato bi bilo treba malo nazaj pogledati, v katerem času so vse tovarne propadale in tako naprej. Ampak dobro, tu bomo šli... Dolga zgodba. To je že prava predvolilna kampanja. Jaz bi rad neko načelno stvar odprl. Zaradi tega, ker mislim, da imamo tudi na tej ravni neko izkušnjo. Poglejte, stranka Zares je bila tista stranka, ki je prišla v slovenski politični prostor z novimi obrazi, z novimi idejami, ki bo vse drugače naredila. Potem smo te nove obraze spet slišali pri stranki Pozitivne Slovenije. Zdaj spet v Mariboru poslušamo o vseh novostih in tako naprej. V bistvu pa vedno znova vidimo, da so to eni in isti ljudje, katerim se seveda pridruži tu in tam nek nov obraz. Osnovna stvar, ki se meni zdi popolnoma zgrešena v Sloveniji, je prvič antipatija do strank kot strank. Demokracije ni brez strank. Stranke so ena izmed oblik demokratičnega načina
funkcioniranja neke družbe, seveda poleg civilne družbe. In tudi te zadeve so v Sloveniji pomešane. Neka kontinuiteta strank zagotavlja tudi prvič, da lahko preverjaš, kaj so ljudje te stranke počeli v preteklosti, kaj govorijo danes, da bodo delali jutri. Drugič, neka kontinuiteta strank pomeni tudi, da imaš neko ustrezno bazo, volilno bazo, da imaš na terenu strukturo vzpostavljeno in tako naprej. Poglejte, Jankovićeva stranka do danes ni vzpostavila strukture po celi Sloveniji. Mislim, nehajmo se hecati z temi zadevami. Ne? Poleg tega neko mesto, kot je Maribor, potrebuje, gospod Mikl je prej rekel, da ima slabe izkušnje s poslanci. Ja, normalno, seveda ima lahko slabe izkušnje s poslanci, zaradi tega, ker tudi ta pretok med neko mestno oblastjo in pa centralo je pomemben in ta pretok je med drugim tudi preko strank. In če ima neko mesto kup nekih list, nekih posameznikov, ki se pol lepijo enkrat na enega, drugič na tretjega, potem eni bluzijo o nekih neodvisnostih, teh imam jaz poln kufer, ker so najbolj odvisni, ampak ko grejo na volitve, ker je to všečno, govorijo, kako so neodvisni. Ja, od koga si neodvisen? Od samega sebe? Odvisni od župana. Ja, seveda, ne, se vedno od nekoga odvisen. Ne. In gledajte, nehajmo enkrat že s takimi floskolami, ker to samo pelje in državo in pa mesto v prepad. Kontinuiteta političnega življenja, stabilnost političnega življenja nam v sosednjih državah z najvišjim standardom, z najvišjo blaginjo dokazuje, kako je to pomembno. Poglejmo se eno Italijo. Jaz sem 5 let živel v Italiji. Permanentno rušenje političnega sistema. To državo nikoli ne bo speljalo na nivo, recimo, ene Bavarske. Nemci imajo nek stabilen politični sistem. In to, kar se pri nas dogaja, to, kar jaz sem na začetku že imenoval, mi imamo permanentno revolucijo političnega sistema. In to smo podedovali seveda iz socializma, iz totalitarne miselnosti. To ni demokratičen princip. Demokratičen princip je, da se ve, kdo je v kakej stranki, da je tudi med političnimi različno usmerjenimi zadevami seveda nek boj, je neka tekma, ne pa da je neprestano nek ideološki konflikt in pa da je popolna netoleranca. In postavljati vedno vse na glavo, na novo. Ljudje božji, to nikamor ne pelje. To mesto rabi in bi potrebovalo, nažalost, na koncu Evropske prestolnice kulture miren mesec december, ko bi na ulicah Maribora bili okoliški kmetje za svojim kuhanim vinom, prodajali domače dobrote, ki bi mesto zaslužilo nekaj, ne pa smo to mesto končali na koncu kot prestolnica kulture v najslabši možni izdaji. Žal, tista novinarka, ki je prišla z Frankfurta Allgemeine Zeitung na začetku, če bi prišla nazaj, na koncu bi rekla, ja, se sem jaz to že napovedala, kaj se bo zgodilo. In to je doprineslo kaj mesto. Ljudje božji, to je mesto samo diskreditiralo. Mesto od tega danes nima nič in tudi, če bomo tako šli naprej, to mesto ne bo imelo od vsega tega nič. Ne si delati utvar, 120 tisoč nas je v tem mestu, vsi se poznamo, dajte mi pokazati strašno nove obraze, ki bodo zdaj rešili in prišli kot Kristus odrešenik in bo odrešil svet. Ne? Vsega tudi on ni hotel politično, zato bi bil pameten, da se je z tega umaknil. No, gospod Fištravec. Ja, no, zdaj poslušam vprašanje, ki je bilo postavljeno, pa poslušam tudi, kaj kolega Štuhec govori in je govoril o marsičem. Ne? In jaz mislim, da problem netolerantnega medsebojnega političnega komuniciranja recimo med strankami v Sloveniji ni problem, ki se začne z socializmom pa totalitarnim sistemom takratnega sistema, ampak je to res en velik problem na Slovenskem, ki gre od sredine 19. stoletja naprej, ko se na Slovenskem začne kulturni boj. Na srce je to začelo v celi Evropi, gospod Fištravec. No, to ni samo Slovenija. Okay. Cela Evropa. Francija pred nami to lekcijo dala skozi, samo drugi so prerasli, mi pa ne. Ne spet tega ločitve dohod postavljati kot osnovne teze, ker absolutno ne drži to zgodovinsko. No, dajmo neko čas, gospod Fištravec. Ja, vem, se opravičujem, ampak ker je postavil neko izhodišče, ki enostavno ni res. Hočem povedati, da je to gibalo, ki še vedno v Sloveniji deluje. Ne? In recimo, če zdaj govorimo o političnem sistemu, smo pred kratkim dobili zakonodajo na področju upokojevanja, ki je skoraj identična zakonodaji, ki pred 2 letoma ni mogla biti sprejeta, ravno zaradi te netolerantne kulture. Ne?
In je sedaj res živimo zelo pomembni čas in jaz berem te proteste ravno v tem in tudi zahteve protestnikov, ko govorijo ne levi, ne desni in zamenjajmo jih. Ne. Zdaj, če človek to vse, ne, pripeljimo druge gor, ne smejo pa biti niti levi, pa niti desni. In potem gospod Štuhec pravilno sklepa, ne, kaj pa potem alternativa demokraciji. Ne. Jaz mislim, da tukaj imamo Slovenci pomembno izkušnjo, ki je tudi v Evropi cenjena, in sicer izkušnjo ljudske fronte. Jaz mislim, da to zdaj ljudje v tem trenutku pričakujejo. Ne? Torej, da je treba ravno preseči delitve, ne? Pa najti stične točke, kako ustvariti človeka vredno življenje v Sloveniji. Ker mislim, da se lahko vsi strinjamo, ne? Da so pogoji življenja vedno slabši. In zdaj v Mariboru, ker je pač to manjša politična enota, imamo zdaj tukaj priliko to poskusiti. Zdaj, meni je jasno, da Slovenija nima 2 ali 3 političnih elit, ki bi se lahko tako menjavale. To je jasno, ne? Kar pa tudi pomeni, da so tudi ti protesti veliki izziv na eni strani za politične stranke, da bi se, to jutri pišem v Večerovih pogledih, ljudsko frontno profilirale in istočasno tudi izziv za civilno-družbena gibanja, da se artikulirajo. Zdaj, trenutno smo po teh protestih dobili samo manifest skupaj za Maribor, drugih tekstov še ni. Ne? Stranke gotovo tudi nekaj pripravljajo, ampak to je potem druga dimenzija. Ampak vi ste, oprostite, če smem zastaviti pod vprašanje, ravno ta manifest za Maribor, bom rekel, njegova vsebina in rešitve, ki so tam noter ponujene. Mi imamo nekatere, pač bom rekel, ta manifest izhaja iz nekaterih dosežkov Evropske prestolnice kulture, recimo nekega trajnostnega razvoja, iz potrebe, ne vem, po samooskrbi prebivalstva z zdravo, doma pridelano hrano, iz nekaterih solidarnostnih mehanizmov, ampak ali to zadostuje? Ker na drugi strani, če govorimo o tem, kaj je bila politika gospodarjenja, da tako rečem, z mestnim premoženjem mestnega sveta in mestne uprave, to je bilo gospodarjenje zemljišči, delovanje javnih komunalnih podjetij, ki bi tako ali drugače, bom rekel, prinesla tudi nek dodaten prihodek, ampak v bistvu vsej tej zgodovini, tudi tej 20-letni, o kateri govori gospod Štuhec, pravzaprav nimamo dodane vrednosti, nimamo privabljenih novih investitorjev, ki bi recimo zagotovili odpiranje novih delovnih mest in se nam problemi dejansko iz mandata v mandat kakorkoli obračamo, perpetuirajo. Ampak so se tudi evropske in svetovne razmere tako spremenile, da je sedaj se v Evropi resno razmišlja, da je dezindustrializacija Evrope bila napačna poteza. In to je pa recimo prilika za Maribor, za močno industrijsko tradicijo, ki je še v veliki meri ohranjena tudi po zaslugi naših severnih sosedov, ne, kjer namesto otvarjanja avtomobilov motorjev delajo pač gor v Štajerju. Pa tudi bivši delavci TVT-a delajo v Siemensu v Gradcu. In zdaj, na primer, če spoštovanega gospoda poslušam, se pravi, da zdaj Maribor pa zdaj najlepša prilika in zdaj z eno leto pred rednimi volitvami ali pa leto pa pol, ker vemo potem tiste aktivnosti, ko počnejo. Imamo županske volitve, to je realnost. In potem bomo pa se naenkrat, kar se tudi župan po eni strani je mogoče Seveda, da ne. Tako da zdaj bomo pa nekaj naredili. Ne, ampak gledajte, gospod Mikl, samo en mir delamo, pa s lastnemu Mariboru delamo škodo. To se moramo zavedati. To se je potrebno zavedati. Zdaj pa nekaj, kar se tiče javnih podjetij naših. Gremo energetika. Energetika ne služi samo na tem, kaj položnice pošilja. Ima kogeneracijo, ima nekaj stvari. Gremo Nigrad. Nigrad je tudi na trgu. Vodovod ravno tako. Snaga je, moram reči, da sem kar ponosen na njo, je izredno dobro začela. V štartu je bilo nekoliko slabše. Imamo zdaj na primer Marprom, ko ga pač to naša, ampak dobro, tukaj je občina seveda mora dati ravno tako, kot da bi dala Veoli, pač mora dati tukaj subvencioniranje potniškega prometa, ampak je ostalo v naših rokah. V tem letu imamo v proračunu namenska sredstva za 8 novih avtobusov. Tukaj bi želel povedati, ker predhodnik, se pravi pred nami, je takrat so uvažali stare avtobuse, smo se tukaj Mariborčani z njimi vozili, to vsi skupaj vemo dobro, pa ni bil gotov, pa hvala Bogu, da ni bil gotov. Te naše avtobuse pa so se prodajali nekam drugam. Še drugo, za skrb za našo družbeno premoženje, če bi samo na kratko povedal, kar se tiče naše športne infrastrukture, z odlokom, ker nam zakon zavezuje, smo mi naredili javni zavod športni objekti Maribor. In nekateri,
ko so tudi že sedeli v poslanskih klopeh, ko so sprejemali zakone, ko me čakajo, da zdaj pride do nove vlade, ker bojo potem oni lahko nazaj neke objekte zopet dobili. Pa veste zakaj? Zato, ker imamo transparentno za vse športne infrastrukture, za vse objekte, ko jih imamo, naprimer, jih dajemo v najem, v skladu z odlokom tudi najemnine. In nekaterim to ne odgovarja. Ampak to je naše družbeno občinsko premoženje, za katerega moramo še kako paziti. Ne? Tako da te stvari, o tem bi se dalo še veliko povedati. Ne? Gospod Frangeš, naprimer, je med drugim se zelo zavzemal, ne? Moram povedati, vse vemo, naprimer, za to, da bi rešil tovarno tirnih vozil, se pravi, preko Simensa. Kaj je bilo z tistega? Nič ni uspelo, naprimer, ne? Ko sem želel, naprimer, glede na to, da se ukvarjam med drugim kot podžupan z družbenimi dejavnostmi, naprimer na področju vrtca in šolstva, ne, niti enega evra nismo uspeli dobiti, ne, za investicijsko vzdrževanje in pa za investicije. Edini razpis, s katerim smo bili uspešni, je bil vrtec Lupinica, ne, v Teznem, in še tukaj so bila evropska sredstva. En razpis in mestna občina Maribor je bila uspešna. Sedaj, ko je bil razpis za kohezijska sredstva v višini 52 milijonov evrov za energetsko varčne objekte, je se mestna občina Maribor, rok je bil do 2. novembra, 30. oktobra prijavila. Zato jaz ne morem razumeti tako negodovanje. 30. oktobra med prvimi vsemi občinami, zato ker je imela že prej vse pogoje dane. Med drugim, kar je bilo najbolj pomembno, energetsko knjigovodstvo. Zelo pomembno. Ostale občine so zaprosile, da so podaljšali rok do 9. novembra, da so se lahko vse prijavile. In bila sta predvidena 2 razpisa. V prvem razpisu vseh 52 milijonov. In po podatkih, ki jih imam, smo bili deležni samo za eno šolo, ne, samo za eno šolo v višini 200 000 evrov. Sredstva pa pripravljena za 3 šole pa en vrtec. To je ta podrobnost, ampak mislim, da je zelo pomembno vprašanje, takoj vam dam besedo, gospod Štuhec. Recimo, na prejšnjih volitvah so meščani Maribora na nek način dali prednost tem ad hoc listam, to, kar ste tudi vi kritizirali prej v prejšnjem komentarju, in nekako manj uveljavljenim pa na nacionalni ravni, to, kar sem prej gospodu Dolinška spraševal, političnim, na nacionalni ravni tudi navzočim političnim strankam. Kaj se je s temi protesti spremenilo v mariborskem volilnem telesu, da bi recimo 17. marca dobili drugačen rezultat? No, jaz bi, če smem, ker sem zdaj gospoda Mikla poslušal in ga seveda popolnoma razumem, on je v operativi mestne občine in tako naprej, ne? Ampak, gledajte, jaz v tem mestu živim, začel sem živeti leta 78, sem mal prekinil, pa potem spet sem se vrnil. To mesto od osamosvojitve naprej ni imelo nikoli izdelane vizije in ta vizija bi morala biti nek mestni konsens, ki je v bistvenih konstelacijah ne bi smel spreminjati doben župan, pa doben mestni svet, ampak bi vsi vedno morali v tisti smeri delati. Tega do danes ni. Tudi protesti ga niso naredili in ga tudi protesti ne bodo naredili. To lahko naredi kvečemo skupina ljudi, ki se zaveda resnosti položaja tega mesta, ki zna tudi razmišljati in ki ne glede na to, odkot prihaja in iz katere stranke in iz katerega nazorskega kota je, lahko kaj prispeva k reševanju mestne vizije. Poglejte, zame sta 2 stvari bile pogubne za mesto Maribor kot center. Europark in Kulandija. Ta 2 centra. Pa še 16 drugih trgovskih centrov. Ampak ta dva centra sta ugonobila središče mesta. Poglejte v sosedno Avstrijo in v sosedno Nemčijo. Poglejmo na prestolnico Bavarske. Kaj so naredili? Vse stare fasade so pustili, zade so podrli, odkupili. Ljudje tak ne živijo radi v takih središčih in so trgovske centre in življenje pustili na Marijem placu. Poglejte to izumrto mesto. Saj te je strah po 7 uri hoditi po Mariboru. Na vsaki drugi izložbi piše, da jo prodajajo. Vsaka druga trgovina je v razprodaji. Mislim, to je katastrofa. Vsi, ki kaj dajo na tradicijo, bi seveda to srčiko, ta stari, lep srednjeveški del mesta ohranili. Poglejte si kot primer Sibijo v Romuniji, ki je bil prestolnica, Evropska prestolnica kulture. Kaj so naredili? Staro mestno jedro so obnovili in to staro mestno jedro še danes živi. Sem bil doli pred 3 leti, sem bil letos spet doli. To jedro živi. Naše jedro je pa hiša strahov. In to ni kriv Kangler, to ni se kriv sedanji mestni svet.
to je kriva celotna politična garnitura z gospodom Partličem, Mogetom, z gospodom Frangežom in z vsemi, ki so vsa ta leta imeli oblast, ki so bili na oblasti in ki nikoli niso razmišljali z vizijo. Ampak so vedno ljudje, ki se ne morejo braniti. Ja, ne, hočem reči, ker ti so zdaj glasni in govorijo, kako je vse to narobe, kar se je dogajalo v zadnjem mandatu. Mislim, da je treba malo v enem praktično, čisto metodološko pripombo dal. Takoj ste protestirali, ko so opozoril na kulturni boj, ki vlada na Slovenskem že recimo 150 let. Ampak vi zdaj ta kulturni boj, namesto da bi kazali, kako se govori povezovalno, kažete ravno obratno sliko. Kako se ne govori povezovalno. In zdaj ne morate vi zdaj tule citirati ljudi, ki jih tukaj ni. Bodite malo bolj, bi rekel, povezovalni. Zato vam v principu ne bi smel biti problem, če ste moralni teolog. Vse sem povedal, ampak te povezovalnosti... Ja, pa vedno znova imate ta problem. Ne, čakajte, v te povezovalnosti tudi v teh protestih ni. Te povezovalnosti tudi ni v tej situaciji, v kateri danes smo, ker določene politične sile te proteste že izkoriščajo za svoje lastne interese. V tem ni nobene povezovalnosti. In tudi ni pričakovati, da jih nobena politična sila ne bo. Ja, gledajte, najbrž bodo jih lahko samo tisti, ki si strašno trenutno želijo priti na oblast. In jaz tu seveda nisem naivec, sem pa zmeraj pripravljen se pogovarjati z komerkoli. No, vse imate pravico do svojega stališča. Gospod Dolinšek, prosim. Izhodišča, gospod Stuhec, vaša niso pravilna. Več strateških dokumentov je Maribor imel. Bolj je problem, začelo se z Maribor jutri. Jaz sem bil takrat mlad, nadobudni študent, ki sem na tem projektu delal. Dan današnji ima mestni svet pod tole oblastjo je sprejel strategijo razvoja mesta. Dokumenti so, pripravljajo jih pa tiste ekipe, ki jih nikoli niso imele interesa uveljavljati. Drugo, kaj bi jaz, tudi sem se mislil na vas obrniti, vi, da meni učitate to, kaj je naša stranka počela, ravno to bomo mi zdaj presegli. Naša generacija, jaz imam 2 mala otroka, jaz se več ne moram hecati v tem mestu pa poslušati vaših zgodb, oni so taki, oni so drugačni. Mi bomo to presegli. Mi bomo vključili ljudi v sodelovanju. Bodo sodelovali. Vemo, da so velike problemi v tem. Predvsem zaradi tega so problemi, ker na strani pričakovanj družbenih gibanj je težko sfokusirati neke skupne ideje, skupne cilje in stati za njimi. Ampak tu je pa vloga političnih strank. In tukaj mi razumemo svojo vlogo. Upali smo, da ste tudi vi vsi ostali toliko modri, da bomo lahko šli skupaj na volitve, dobili nek nov mandat, vi, mi ali kdorkoli ga bo že dobil in bo uveljavil neke nove politične norme v Mariboru. Absolutno se strinjam. Maribor in slovenska ureditev lokalne samoprave daje temu mestu ene velike možnosti. Lahko postane zvezda te Evrope. Kako iz enega zelo nizkega položaja nekaj skupnega začeti? Skupno temeljno izhodišče je treba najti. In to mora biti v Mariboru, po mojem prepričanju. Nobeden v Mariboru več ne sme biti lačen. Ne skazati s prstom, kdo je uničil ono tovarno. 2 milijon 400 tisoč evrov damo za subvencioniranje šolske prehrane kot občinska obveznost. Človek ne sme biti lačen. Mi moramo kot družba poštudirati mehanizme, da bomo te resurse prehrane, ki jih v tem mestu imamo, vključili tako, da bojo ljudje prišli, tisti, ki rabijo, prišli od tega. Tam bomo mi začeli neko novo družbo razvijati. Ne pa v tem, da bomo kazali s prstom, ja, on je to naredil, on je tega pa ni naredil, tisti pa nekaj tretjega. In to je zdaj pravi trenutek. Ljudje so se ostali. Prvič, jaz sem dosti let hodil na proteste. V zgodnjih 90-ih letih, oziroma v poznih 80-ih letih, ko se je rušil sistem, sem bil star 17 let. Potem sem hodil v 90-ih in 2000-ih letih, ko se je v Ljubljani začela alternativna gibanja se pojavljati na te proteste. Problem gibanja je bil, da nikoli niso uspela udejaniti pozitivna razmišljanja. Ne pa se slepiti, da ljudje bodo spet šli slepo za temi, bi rekel, političnimi strankami. Najbrž je problem, gospod Dolinšek, da etablirane politične stranke, ki na nek način so nosilke političnega življenja v demokratični družbi, to, kar nam je v bistvu skozi en modelski princip probal dr. Štuhec prej pojasniti, v bistvu niso očitno prepoznale ali pa dovolj povzele v bistvu teh idej, ki so jih recimo civilna družba, alternativna gibanja in drugi potegnili. Po demokratični proceduri na volitvah preverjajo. Ja, seveda se preverjajo. Zato so potrebne volitve v Mariboru. Glejte, zdaj, če smem malo replicirati, ker sem pač bil izvan z 2 strani. Ker počasi nam je čas ušel, ampak končajmo. Kar se dialoškosti tiče. Gospod Fištrovec, vi kot sociolog veste, da vsak dialog se lahko odvija za mizo. Ja, pa brez orožja, pa brez trdih predmetov. Zato od vas pričakujem,
da se od takega načina izsiljevanja politične situacije v tem mestu absolutno distancirate. Ni se slišal ne od vas distance, ne od gospe Godine, ne od gospoda Toneta Partljiča, zato sem jih prej našteval. Od tega se kulturna srenja v Mariboru ni radikalno distancirala od nasilnih protestnikov. Kakšnih nasilnih Ja, protestnikov? kakšni? Tisti, ki so metali kocke. Tisti, ki so zahodili zakritimi Kateri so obrazi. to? Kateri Ja, so se to? smo jih videli, gospod jaz Fištr. jih Ne se nisem- delati zdaj, kako da jih nismo videli. Jaz ne govorim, da jih ni bilo. Ja, no. Jaz bi želel, da Ja. bi z imeni in priimki ugotovili, kdo so in kdo jih je poslal. Ja, kako pa boste ugotovili, če so imeli zakrite obraze? Niso imeli predstavnikov, niso imeli nobenih zahtev, ki bi bile napisane, niso šli pred mestne svetnike. Ni sprenevedanje, To je sprenevedanje, ker smo doživeli. A lahko do kraja povem, prosim, jaz nisem nasilne proteste smo doživeli v Ljubljani pred parlamentom, Pa tudi v Mariboru. pa ni bilo procesuirano in ne vemo, odkot so se pojavili, čeprav je študentska organizacija, ki je takrat Dobro, ampak to je pripravljala. stvar policije, da ugotovi, Ja, kdo so zato bili o ti tem ljudje. govorim. Takrat je bila gospa Kresalova, notranja ministrica, pa tudi nismo razčistili, ampak pustimo zdaj to. To ni Gospod problem Dolinšek, gospe Kresalove, to, kar to ste je problem rekli, sistema. se delovanja absolutno z vami strinjam. Ko bo vaša stranka v Mariboru in na slovenski ravni nehala napadati zasebno šolstvo, sem pripravljen stopiti k vam in se z vami začeti pogovarjati. Dokler pa je vaša stranka permanentni napadalec zasebnega šolstva, pa me ne tu lepo rečiti z neko širino. tem se In najprej tudi to morate strinjam. počistiti v svojih vrstah z konkretnimi zadevami, zato ker konkretne stvari so tiste, za katere sem prej govoril. Mi lahko na podlagi nekega daljšega postopka in procesa vidimo, kaj kdo misli. Ne nam zdaj obljubljati zvest pa oblakov. To uredite v sebi, te pa bomo se lahko pogovarjali. Gospod Fištrovec, pa jaz imamo isto problematiko na tej točki. Ko gospa Potrata odpre usta, je proti zasebnemu šolstvu. Lahko samo tukaj. Povejte. Kratko, ker smo že res čez Mislim, da rok. moramo iskati v tem bodočem izhodu za Maribor minimalni skupni koeficient. To se pravi, če morda vi z našo stranko ne boste prišli pri tem šolstvu skupaj. Ampak to je zame pomembno. Pravim, To je zame morda pomembno. nikoli ne bomo mogli vsi konsenz Ja, doseči, ampak glejte. iskati moramo tisti konsens, ki nam bo vsem omogočil, da rečemo tako, od zdaj naprej bomo šli pa naprej. Če bi dobro želeli, bi se mogoče enkrat prišli v naše prostore z nekimi predlogi. Ne? No, najmanj naši kdo, stranki- vsaj poslanci, naši stranki nikogar ni res, bilo, nikogar vi, ni bilo. gospod Mikl, ne Mimo- morete nič učitati. Še Z vsemi strogo opozicijskimi Glejte, državami, ne, ki smo ne jih držali rečem, zadnjih so bili- 6 let. so- Poglejte, Vi, zdaj pa jaz naši moram stranki, to razpravo poseči. Gospod Mikl, jaz moramo to razpravo poseči. Zdaj smo prišli do točke, ko gospod Štuhec pričakuje, da bodo izpolnjeni In ga pogoji, bomo da bo povabili v postal stranko. novi član Socialnih demokratov. Tako, Na ja, tej bravo, točki ja. končajmo razpravo. tako. Je zame velik napredek, ampak mislim, da bodo tudi za Ker to je našimi gledalci problem prišlo. dialoga. To je No, problem dialoga. Se pravi, če najdemo skupno izhodišče, bomo. Jaz mislim, da to je silno še nekaj druga narediti za silno Maribor. silno Ne na pomembno, ulici. da se torej začne končno dialog. Jaz sam lahko ravno na primeru zasebnega šolstva in svoje lastne zgodovine povem, ne, da sem istočasno bil predsednik komisije za razvoj zasebnega šolstva pri ministru Zveru in istočasno svetovalec za šolstvo pri takratnemu opozicijskemu liderju Paharju. Ne. In mnogo ljudi tega ni moglo razumeti. Hvala Bogu, da sta lahko oba liderja, torej gospod Zver in gospod Pahor, to razumela in da nista čutila to kot neko kolizijo. Res pa je, da se ni zgodilo to, ne, kar je bilo potem oziroma tudi pričakovanje gospodega Pahorja, da bi znotraj stranke, recimo Socialnih demokratov, zavzeli eno bolj, bi rekel, fleksibilno in bolj moderno držo. In to je tisto, kaj bo se zdaj do zasebnega zgodilo. šolstva. Tako v Mariboru, v naši stranki, kot Dobro. pričakujemo v Sloveniji, v politični stranki naslednjih letih. Dajmo obljubljam priložnost, da postanejo dejanja. Jaz se vam seveda za nocojšnjo razpravo zahvaljujem. Bila je zelo živahna, bila je zelo inspirativna in upam, da bodo tudi gledalci iz nje veliko odnesli. Seveda hvala vam za vsa sodelovanja, skratka za vse ideje in za vse informacije, ki ste jih dali. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala za to, da ste bili v naši družbi. Naj bo večer še naprej prijazen in nasvidenje v ponedeljek 14. januarja ob isti uri. Lahko noč.